Jutri se lahko ponovno spremenijo cene naftnih derivatov. Drobnoprodajne cene v Sloveniji naj bi dosegle nove rekordne vrednosti. Po nekaterih izračunih naj bi se cena bencina dvignila za 3 cente na liter, dizelsko gorivo pa naj bi se podražilo za 2 centa. Dvig cen bi lahko z znižanjem trošarin ublažila vlada. Nadzorni svet Pošte Slovenije danes razpravlja o postopku imenovanja novega generalnega direktorja. Naslednika dosedanjega direktorja Aleša Hauca, ki odhaja na mesto predsednika uprave Nove kreditne banke Maribor, bodo iskali z razpisom. Hauc do nadaljnjega sicer ostaja na čelu Pošte Slovenije, se čaka na pridobitev licence Banke Slovenije. Po odhodu pa bosta družbo do imenovanja novega generalnega direktorja vodila oba člana poslovodstva, Igor Marinič in Vinko Filipič. Pošta Slovenije ima sicer tudi prokurista Matjaža Andrica. Vodstvo tovarne Radeče papir je kljub napovedanemu stečaju 370 zaposlenim obljubilo izplačilo februarske plače, ki bo nakazano danes ali v prihodnjih dneh. Predsednik podjetniškega sindikata pravi, da jim vodstvo kljub težavam v poslovanju plač ni znižalo in so jih vse skozi redno prejemali. Uprava družbe Radeče papir je sicer v petek napovedala, da bo ta teden vložila predlog za stečaj, ker Nova Ljubljanska banka ni pripravljena odobriti potrebnih 780.260 evrov posojila za obratna sredstva. Skupaj s posojili drugih dveh bank, ki bi prispevali po 1 milijon evrov, bi se družba lahko izognila stečaju. Po podatkih Evropskega statističnega urada se je obseg gradbenih del v območju evra po sezonsko prilagojenih podatkih januarja na mesečni ravni zmanjšal za 0,8%. Slovenija je na mesečni ravni zabeležila najvišjo rast v Evropski uniji in sicer 17,4%, na letni ravni pa najvišji 19,7% padec. Dekan Fakultete za zdravstvene vede Peter Kokol se je danes skupaj s študenti odzval na odločitev rektorja Mariborske univerze Danijela Rebolja, da ne podaljša pogodbe o zaposlitvi njihovemu sodelavcu Dušanu Dumiću. Kokol je vnovič zavrnil rektorjeve očitke, da Dumićeva zaposlitev predstavlja prevelik strošek za univerzo. Zavrnil pa je tudi podatek, da je Dumić nadomeščal delavki na porodniškem dopustu. Ker vodstvo želi, da bi Dumić nadaljeval delo na fakulteti, bo zahtevalo, naj o njegovi zaposlitvi presodi tudi senat univerze. Menim, da je prav, da to zadevo damo na organ višje, torej na senat univerze, ki je najvišji organ same univerze. Naj senat univerze v bistvu potem odloči, kaj je prav, kaj je narobe. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo pooblačilo, dež se bo širil proti vzhodu. Jutri bo pretežno oblačno, sprva bo ponekod še možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. V ptujski bolnišnici po odstopu Roberta Čeha iščejo novega direktorja. Tudi večja podjetja skušajo varčevati. Impol bo z novo razsvetljavo letno prihranil 100.000 evrov. Mariborska literarna hiša je gostila nemškega literata Matijasa Görica. Bodite z nami ob 18.